Aleš, najprej čestitke ob dosegu rekorda, kakšni so občutki? Super. V bistvu je po noči, ko smo ga zaključili, bilo ogromno ljudi še zmeraj tukaj, kljub pozni uri, so me podpirali v bistvu pri odštevanju. Najprej, da je padel stari rekord in potem še enkrat, da smo postavili novega. Težkih 10 dni je za mano. Zdaj, ravno sem razlagal, da si še moram zmeraj nogo z roko dati ven iz avta, ko izstopim, ampak počasi bo, še nekaj ur spanja, pol pa bom skoraj da 100%. Kdaj je bil tisti najtežji trenutek, ko ste pomislili, da bi odnehali? Zdaj pomislil, nisem nikoli, da bi odnehal, so pa bili težki trenutki zraven. Ne vem, 7. dan recimo je bil tisti, ko je prišla ena psihološka kriza, ko sem nekako taval med dvema svetovoma, ampak kljub temu, kakor hitro sem se vrnil, potem s pomočjo psihologa nazaj na pravo pot, nazaj v realni svet, je šla zadeva enostavno dalje. Vem, da je prišla ena kriza še kasneje, katere se enostavno ne spomnim, in če takrat ne bi bilo na mestu mojega brata, verjetno tudi rekorda ne bi bilo. Kaj pa boste zdaj počeli, sledi regeneracija telesa, boste jutri že spet na kolesu mogoče? Jutri še verjetno ne, razmišljam pa, da bi v soboto že poskusil prvih par metrov, kilometrov zunaj. Drugače pa ja, regeneracija. Zdaj bo dosti počitka, dosti tistih stvari, v katerih uživam in potem naprej. V teh 10 dneh ste se kar zbližali z sedežem, ga boste mogoče kaj pogrešali? Zdaj, zaenkrat sigurno, da ne, glede na to, da mi je pustil kar krepke spomine, da se še zmeraj ukvarjam z ranami, ki bojo še dobra 2 do 3 tedne celile, ga ne bom tako zelo pogrešal. Kaj pa načrti za naslednji podvig, je že kaj? Nekaj stvari seveda že pripravljam, zdaj nikoli nisem brez izziva, kot sem že povedal, jih zmeraj znova iščem in sigurno, da bo tudi zdaj prišel nov izziv, katerega se bom lotil, pa za kateremu bom posvetil svoj čas. Kaj točno bo, še pa ne vem. Kaj pa, ko ste prišli domov, vas je mogoče čakala kakšna torta v obliki kolesa ali pa kaj takega? Ne, bog ne daj, to bi še mi manjkalo. Dovolj je bilo kolesa za včeraj, ko sem prišel domov, v bistvu nekako v pol snu sem samo iz avta prišel do postelje, tam me potem fizioterapeutka že med tem, ko sem jaz seveda v roku 2 sekund zaspal, že potem začela pripravljati na samo regeneracijo.